Torej, dober dan vsem skupaj. Lepo, da ste prišli na petkovo Zoom kavico. Mislim, da je 21. po vrsti. In današnja gostja je Sonja Pungartnik. Jaz jo poznam še kot Pušnik, še predno ste s Francijo sta se poročila. In bila sva 6 let sodelavca in moram priznati, da je bilo čudovito sodelovati z njo, da je bila zmeraj polna idej in da tudi v bistvu je tudi mene podpirala pri mojih idejah, tako da dobrodošla, Sonja, med nami. Hvala in lep pozdrav vsem. Žal je Sonja po 6 letih zapustila zvezo, kar je po mojem mnenju bil kar en velik šok, za nas, ki smo hoteli delati oziroma ki smo imeli ideje, kako delati, in je odšla v Ignacijev dom, kjer je danes pa v bistvu vodja. A je tako, Sonja? Ja, točno. 2007 sem začela delati v Ignacijevem domu duhovnosti. Zdaj od leta 2018 ga pa tudi vodim. Preko sem poslušal Zoom kavico, je padlo eno vprašanje, kako lahko v bistvu ženska slepa vodi jezuite, same moške. Ja, to je bilo vprašanje zastavljeno na Valu 202 v okviru pogovora v oddaji Sopotnik. Malo se je hecala ta gospa. Ja, res je bilo hecano na začetku, zdaj sva vsaj 2 v kolektivu, v neposrednem, oziroma 4 v malo širšem, ki smo ženske, ampak takrat, ko sem pa jaz prišla, sem bila pa res edina, pa so me hecali, da je Sneguljčica pa 7 palčkov. Ne vem, očitno jezuitom paše, ne vem, bi mogli njih vprašati. Da bomo drugič v to smislu. Ampak današnji pogovor je namenjeno tele tvoji knjigi. Misliš resno? Zdaj bi te vprašal, Sonja, to knjigo si pisala zdaj, v času korone, ne? Ja, knjiga je pravzaprav tako dolgo je zorela v meni nekako, ampak ne v taki obliki, kot je potem išla. Veliko ljudi mi je, saj verjetno ne samo meni, saj verjetno tudi vam drugim, kdo reče, ja, pa piš, pa to je tako zanimivo slišati, kako svet doživljate slepi, pa tako, ne, to vse vemo, da skozi doživljamo ista vprašanja in to, kar je nastalo, bi pravzaprav lahko po mojem napisal vsak izmed teh, ki zdaj tole kavico poslušate, pa še mnogi drugi. Tako, sprašvali so me ljudje v smislu vse sorte, in sem nekako razmišljala, kako to spraviti v eno tako obliko in življenje slepega posredovati videčim, pa ne samo v smislu, tako kot so te priročniki, takole pa takole nam pomagajte, tako se pristopa pravilno do slepih, slepi to delamo tako in tako, ampak na en tak privlačen način, predvsem tudi za mlade. No, in lansko leto v času korone, ko se je vse skupaj malo umirilo, tam marca, ko smo vse zaprli, pa pol april, pa maj, pa to, ko je bilo res ena taka oaza, je pa preprosto ta knjiga prišla iz mene, jaz ne znam povedati, ampak je v resnici nastala v meni in je prišla ven. Jaz včasih tako res sem se zbudila sredi noči in sem preprosto čutila, da moram nekaj napisati. In jaz nisem imela knjige prej v glavi, ampak je dobesedno sproti nastajala in včasih mi je bilo zanimivo, jaz do konca nisem vedela, kakšen bo razplet knjige, to mi je bilo tako zanimivo. Tako da je bil to zame tudi en tak poseben užitek in ja, res je to v bistvu na nek način korona knjiga. Veš, kaj me zanima? Koliko je pravzaprav stara? Dobro, to je pač skupaj enih zbirkov, enih predsodkov, enih problemov, ki jih imate slepi in slabovidni, spravljeno v eno zelo fajno formo. Knjiga se odlično bere, jaz sem jo prebral v enem večeru, mi je ni dala spati in sem jo mogel prebrati, tako da
in potem sem šel še celo vmes, sem zdaj pač, ko sem se pripravil na ta pogovor, sem še kar parkrat prelistal, pa kakšne odlomke. Koliko je pravzaprav to avtobiografsko, Sonja? Ker tale Sara, ne, je ena taka močna punca, premočrtna, ve, kaj v življenju hoče, ima sicer krize, tako kot mi vsi, in nekako si predstavljam, da pravzaprav si to ti, Sonja. Ja, na nek način bi to lahko bi bila jaz, lahko bi bila pa tudi katerakoli druga slepa ženska, ki je, jaz pač vidim nas slepe kot take, dobro je, pač eni imamo malo večje, drugi malo manjše sposobnosti na kakšnih področjih, ampak načeloma smo pa vsi ljudje, ki si želimo enega lepega življenja, ene lepe ljubezni, vsi se spopadamo s podobnimi zadevami, tako da tukaj noter bi lahko bila kjerakoli slepa ženska, če bi pa obrnil v moško osebo, bi lahko bil pa tudi moški. Seveda pa, ja, to je izmišljena zgodba, to moram poudariti, te dogodki so pa napisani tako, da v kakšnem dogodku se bi lahko najdel pravzaprav vsak slep, kako poiskati prazen stol, kako ti je nerodno, če se zgubiš, kaj takega, se pravi, to smo vsi mi, zdaj, zgodba je pa seveda izmišljena, zaradi tega, ker pač človek ne more tako odkrito govoriti o sebi, zaradi tega, ker bi preprosto še kakšnega drugega potem preveč izpostavil, če se vemo, če govorimo svojo življenjsko zgodbo, čist mimogrede moramo povedati tudi kaj, kar se nam je zgodilo, in tam noter se potem ljudje lahko najdejo in so ranjeni in tako, ampak stvari, ki so pa noter, so pa gotovo odraz enega mojega pogleda na svet, na življenje, lahko se tudi kakšen od slepih ne bo s čim z mano strinjal, ampak na nek način sem jaz vse te situacije, ki so noter, doživela, ampak ne s tistimi ljudmi, pa ne točno tako, ampak na nek način pa ja. In ko je moja mama to knjigo brala, je rekla, ja, to ni tvoja zgodba, ampak ti pa si noter. Tako da se mi zdi, da knjiga je, tako kot recimo ne more enega romana, ki se, ne vem, ali pa neke planinske zgodbe napisati nekdo, ki ne hodi v planine, nemogoče. In tako se mi tudi zdi, da če bi to zgodbo pisal nekdo, ki ni slep, preprosto ne bi mogel toliko teh doživeti in teh svojih občutkov ob doživljanju določenih situacij dati noter. Jaz sem pač to lahko dala, ker sem tako ali pa drugače začutila to na svoji koži. Tako da zgodba je izmišljena, osebe so izmišljene, noter je pa doživljanje lahko pač v tem doživljanju se pa lahko najde vsak izmed nas. To se strinjam, jaz se spomnim, ko sem pred 20 leti imel tiste delavnice za krepitev duševnega zdravja slepe in slabovidne mladine, kakor tak dolg naslov je bil, se spomnim, ker sem delal prav s temi najstniki, ki so bili glih v tem obdobju, katera ti pripoveduješ, in smo imeli delavnice, s katere so se prav določene z te stvari so se tudi izpovedovali. Tako da mi je bilo kar nekako, sem se spomnil, bom rekel, zadevo. Zdaj, jaz bi dal, predno dam stroki, jaz bi poklical gospoda Stanislava Maršiča, ki je bil lektor te knjige, pa bi, ker glede na to, da mi je Sonja namignala, da ima gospod Maršič eno pismo, besedilo glavnega urednika, upam, da bomo izvedeli, zakaj pravzaprav se je Mohorjeva družba Celovca odločila, da izda to knjigo. Prosim, gospod Stanislav. Ja, hvala lepa. Če dovolite, jaz bi najprej prebral tole pismo glavnega urednika, magistra Hanzija Filipiča, ki je bil zelo navdušen nad vsebino te knjige. Izpustil bom tiste njegove pozdravne besede in pridem k bistvu tega njegovega pisma z dne 2. junija, pravi takole, ko se zahvaljuje najprej gospodu Miljevcu, predsednikom medobčinskega društva slepih in slabovidnih Nova Gorica in podžupanje mestne občine Nova Gorica Damjani Pavlica, pravi takole:
V času pandemije, ki je sicer še nismo čisto prestali, smo bili uredniki založbe vsaj občasno na varnem, pa vendar močno povezani z ljudmi, predvsem z avtoricami in avtorji. Fizično si nikdar nismo prišli preblizu in tako se nismo mogli okužiti z virusom. Blizu pa smo si prišli duhovno, saj so bile številne knjige, ki smo jih v tem času izdali, navdihujoče. Dajale so nam pobudo za razmišljanje, bile so nam, kakor je zapisal urednik Celovškemu Horejve leto 1858 v uvodu prvih večernic, torej bile so nam v poduuk in razveselovanje, kot so tedaj napisali. In tako smo bili v časih karantene vendarle močno povezani in se, če že, okužili le z virusom dobrih knjig. Urejanje knjige Sonje Pungartnik, Misliš resno, je odsttiralo še dodatno dimenzijo, ki bi jo opisal z besedama spoštovanje in pa ljubezen. Zgodbi o slepi Sari moramo najprej pozorno prisluhniti, brez predsodkov in vmesnih vprašanj, samo prisluhniti. Brez pomislekov lahko zapišem, da je knjiga meni, ki vidim, odprla oči, da vidim vsaj del tega, kar je mojim očem skrito. Zgodba Sonje Pungartnik je prežeta z ljubeznijo in spoštovanjem do sočloveka in nas opominja, da ne smemo gledati samo z očmi, temveč predvsem tudi s srcem. Naše sprejemanje bližnjega je zelo omejeno, če se zanašamo samo na svoj vid. Če nismo pripravljeni gledati in dojemati z ljubečim srcem ter spoštljivim odnosom do sočloveka, če ne urimo tudi vida in govorice srca. Govoriti je to pretanjeno govorico, nas uči knjiga Sonja Pungartnik, Misliš resno. No in Hansi Filipič na koncu se še zahvali Sonji z besedami, zato Sonja, hvala ti za to knjigo, vesel sem in počaščen, da si mi kot urednik smel pomagati, da je prišla na svetlo. Toliko iz pisma glavnega urednika Filipiča. A lahko vas, predno vi kaj rečete, damo Igorju besedo, ker Igor je zdajle glih v odhodu, pa da pove on kot še svoje stališče. Igor, se slišva? Lep pozdrav, slišimo se, ja? Izvoli. No, jaz se dejansko na hitro, ker pač moram se dejansko testirati za COVID, kot veste, jutri je pred nami nova akcija Kolesarji in da pomagam. Ja, res, mislim, da se dejansko bi zahvalil vsem, predvsem Sonji in mestni občini, ki dejansko nam je to šla, na koncu tudi gospodu Stanislavu in vsem, ki so kakorkoli pripomogli in tudi založbi, da nam je zaupala to organizacijo in sodelovanje. Jaz mislim, da za naše društvo in za vse slepe je to neka nova pridobitev, predvsem je pridobitev knjiga za osebe, ki dejansko se seznanjujejo s slepoto in mislim, kar sem jo že sam prebral, danes sem že celo avtobus malo zamudil zaradi knjige. Res je tisto, kar dejansko da, pravzaprav, če si jo prebereš, veliko ozavesti ljudi, s kakšnimi težavami se slepi, predvsem slepi, dejansko soočajo. Tako da jaz bi to na kratko se vsem zahvalil, pa še predvsem Sonji in vsem, ki so kakorkoli pripomogli na tej knjigi in tudi Aksini, ki dejansko je zmeri sodelovala pri tej akciji. Hvala vam. Ok, Igor, se še pol slišmo, če boš uspel nazaj priti. Zdaj pa, gospod Stanislav, lahko nadaljujete, se opravičujem, ko sem vas prekinul. Ne slišimo vas. Če mikrofon vklopite. Hvala. Torej, predvsem se je hotel predstaviti to pozdravno pismo kolega glavnega urednika Hanzija Filipiča. Lahko bi povedal tudi nekako osebno izkušnjo. Sonjo poznam kot organizatorko, kot novinarko, kot izobraževalko, kot predavateljico,
kot Slovenko leta, kot tudi terapevtko. Ampak sem ob tem, ob branju, ob lektoriranju te knjige, nenadoma pogledal z velikimi očmi, kot se reče, kjer sem videl dejansko, da je to velik pisateljski talent. In to me je zelo nagovorilo. Bodisi zaradi jezikovne izpiljenosti, potem tudi zaradi predstavitve, vrednot brez moraliziranja. Potem knjige res, ta roman poln zapletov in ves čas pa knjiga, vsebina diha neko pozitivnost, spodbudo. Bi rekel, neki okvir pa temu romanu dajeta dve spremni besedi, in sicer Metke Pavšič in Mihaela Kavčič, in pa seveda obsežna, znanstvena, odlična recenzija Aksinije, s katero je knjigo nekako tudi strokovno priporočila Mohorjevi v Celovcu, tako da bi verjetno ona lahko več povedala o teh svojih besedah. V redu, hvala. Aksinija, izvana si bila. Ja, hvala lepa. Ja, Stanko, hvala za te lepe besede oziroma vaši uredniki, s katerimi je že kar nekaj časa sodelujem, še izpred prejšnjega tisočletja. Vem, da smo imeli naveze, lektorirala sem za njih, tako da jih dobro poznam. Zelo je bilo zanimivo, sodelovati, in ko mi je Sonja zelo s takim, kako ne rečem, strahom mogoče celo povedala, da je napisala knjigo in da bi jo izdala mogoče v samozaložbi, sem rekla, čakaj, Sonja, mogoče najprej mi daj za prebrati, da vidimo. In ko sem to prebrala, se popolnoma strinjam, knjiga z vami, vsemi prejšnjimi govorci, knjiga me je potegnila, jaz Sonjo sicer poznam, ampak jaz sem videla to, da je to v bistvu slepi slehernik, dejansko. In to me je tako nagovorilo, da sem rekla, pa kakšna samozaložba, ti ne veš, kakšne muke so to, grozljive muke, in dajmo poskusiti raje pri kakšni pravi založbi. In dejansko se je šlo, ker to pomeni, da je samo besedilo tako dobro, ne glede na priporočila kakršnakoli, ampak če samo besedilo ne bi bilo dobro, ne bi šlo skozi, to je dejstvo. In je šlo in jaz sem tako zelo vesela, saj sem Sonji večkrat rekla, bolj sem vesela pri izidu Sonjine knjige kot pri kakšni svoji. Ker to je res prav, da take stvari izhajajo, da se ne samo, da izobražujemo, ampak tudi to, da ljudje spoznajo vse te stvari, čustvene stvari, ne? Izjemna knjiga, ponosna sem na Sonjo in se strinjam, izjemen pisateljski talent, bravo, bravo. Ok, predno damo Meti besedo, bi prosil, Mihaela je menda pripravljena oziroma je dogovorjena za Sonjo, da bo nekaj prebrala. A je tako, Mihaela? Ja, tako je res. Jaz bi vam rada prebrala en odlomek iz te knjige. Jaz sem v bistvu zelo hvaležna in bila počaščena, da je Sonja to še, ko je bilo v nedodelani obliki, delila z mano, in sva imela kar nekaj zanimivih pogovorov na to temo, ampak gremo kar k odlomku. Jaz samo upam, da se bo, jaz živim skoraj na koncu sveta, pa imamo slabo internetno povezavo, če se me slučajno ne bo slišalo ali če zmrznem, prosim me pokličte ali nekaj pač. V redu. Boste ponovili vajo. Velja, hvala. Ko sta se proti večeru zadnjega dne pred odhodom domov vračala s plaže, sta srečala Gregorja, Matjaževega sošolca in prijatelja. Matjaž je nova znanca seznanil in dogovorili so se, da ju Gregor po večerju obišče v njunem stanovanju. Gregor je bil spričo Sare sprva zadržan, ko pa je popil 2 pivi, se je sprostil. Dolgo so sedeli na balkonu ob prigrizkih in se pogovarjali. Potem pa se je Sara poslovila in ju pustila sama. Pospravila je po kuhinji,
Nato pa se umaknila v spalnico in si hotela nadeti slušalke, da bi poslušala glasbo. Takrat pa so njeno pozornost pritegnile besede, ki so prišle skozi napol priprto okno. Se ti je zmešalo, Matjaž, je slišala reči Gregorja. Postala je pozorna, a ni mogla slišati ničesar več. Pogovor je bil preveč tih. Splazila se je do okna in pritisnila uho k odprtini. Sprva je bilo slišati le pritajeno Matjaževo govorjenje. Razbrala je lahko posamezne besede, ki pa ji niso kaj dosti povedale. Enkrat ali dvakrat pa je le ujela svoje ime, zato je vztrajala pri oknu. A kmalu ji je postalo žal. Gregor, ki zaradi očitne razburjenosti in najbrž tudi zaradi alkohola ni mogel nadzorovati svojega glasu, je govoril dovolj glasno, da ga je lahko slišala in razumela. Med kratkimi Matjaževimi vložki, ki so bili slišati bolj kot umirjanje prijateljeve strasti, ga je slišala reči: Ti si zares bedak, uničil si boš življenje, a razumeš? Zdaj, ko si zaljubljen, se ti seveda zdi vse fino, a kaj bo potem? Pa saj si ja fejst in si lahko dobiš normalno žensko, a ni tista Urša čisto krasna baba, pa tako rada bi te dobila. Jaz, še na misel mi ne pride, sem že raje samski, kot pa da bi si nakopal kaj takega. Naredi, kar hočeš, ampak jaz mislim, da ti bo žal. Več Sara ni hotela slišati. Šla je v posteljo in se pokrila čez glavo. Hinavec, z mano je bil tako prijazen, zdaj pa tole. Ja, to je svet, v katerem mora živeti. Nikoli se ne bo mogla znebiti predsodkov ljudi, pa naj si še tako prizadeva. Naredi lahko karkoli, se dokaže s tem ali onim, lahko je v čem celo boljša od drugih. Za ljudi bo vedno ostala nekdo, ki mu vrednost določa ta presneta slepota. Vedno bo zaznamovana, pa naj si še tako prizadeva ljudi prepričati, da je to le ena od njenih okoliščin in da je ona mnogo več kot to. Torej si v očeh ljudi ne zasluži niti ljubezni. Kaj pa življenje? Si zasluži živeti? Ima pravico do življenja, če vsem tako v napoto? Kaj bi ljudje pravzaprav radi? Da kar izgine? Zakaj jih tako vznemirja njena prisotnost? Saj nikomur nič noče. In kaj se imajo vtikati vanjo tisti, ki jih čisto nič ne briga? Saj ne bo treba njim živeti z njo. Saj ne ljubi Gregorja, ampak Matjaža. In Matjaž ljubi njo. Pa jo res ljubi? Jo ljubi dovolj, da bo prenesel vse te nauke in očitke svojih prijateljev? Morda pa tudi on v srcu tako misli in se hoče z njo samo poigrati. Jo ima mogoče le zato, da bi z njo izkustil kaj novega? Ne, saj to ne more biti res, je hitro pregnala misli. Ne bi se mogel tako pretvarjati. Zares jo ljubi. O tem ne sme dvomiti. Nobenega razloga nima za to. S takšnim razmišljanjem mu dela krivico. Toda ali bo zdržal vse te pritiske? Se ne bo končno naveličal in klonil? Pravijo, da se prava ljubezen pokaže šele, ko prva zaljubljenost mine in ko se pojavijo težave. Le koliko jih bo še na njuni poti. Še pomisliti si ne upa, kako bo, ko bo novico povedal svojim staršem. Gotovo bi jo že, ko se tudi on ne bi bal tega trenutka. Le kako jo bosta sprejela? Spričo vseh teh misli se je Sara zlomila. Krčevit jok je stresal njeno telo. Naj se je še tako trudila, da bi se umirila, preden bi Matjaž stopil v sobo, ji ni uspelo. Našel jo je vso drgetajočo in povsem premočeno od solz. Ni mu bilo treba spraševati, kaj se je zgodilo.
V tem trenutku je čutil do Gregorja takšno jezo, da bi ga lahko tudi ubil, ko bi bil še tam. Zameril pa je tudi sebi. Lahko bi prej pomislil, da lahko Sara sliši pogovor in bi ga spravil od tod takoj, ko je načel to temo. O, kako mu je bilo zdaj žal, da je sam govoril tiho in pritajeno, da ona njegovega nasprotovanja Gregorju najverjetneje ni mogla slišati. Prav tako ni bil prepričan, če ga je slišala, ko je prišel v sobo. Stopil je k njeni postelji, sedel in si jo položil na naročje, da jo je objemal kot majhnega otroka. Nežno jo je prižel k sebi in jo pustil, da je zjokala svojo bolečino. Nič ni spraševal, ničesar ni rekel. Vedel je, da bi bila vsaka beseda odveč. Želel je le to, da čuti, da je z njo, da jo razume in da jo ljubi. O, ko bi vedela, da tudi on nosi v srcu bolečino in da bi tudi on rad jokal. Kaj jokal? Kričal bi. Izkričal bi krivico, ki se jima dogaja. A komu naj jo izkriči? Saj se je proti njima očitno zarotil cel svet. Starše bi še nekako razumel, saj je edinec. Starša sta ambiciozna in svojemu otroku bi privoščila najboljše. Figo, se je hitro popravil v svojih mislih. Ne morem jo razumeti. Še zlasti ne, ker sta polna lepih besed o tem, kako je treba vse ljudi sprejemati in ljubiti. Ko bi mu res privoščila najboljše, bi morala biti zdaj srečna, ker je srečen on. Pa recimo, da gre za trenutek slabosti in sta preveč presenečena, da bi mogla slepo dekle takoj sprejeti. Končno sta starša in on njun otrok, ju je naprej opravičeval. A tu so zdaj še drugi. Najprej Urša s svojimi modrostmi. Nikoli si ne bi mislil, da bo tako zatajila svojo prijateljico. In njo naj bi on ljubil. Pa kaj še? Saj ne reče, da mu kot oseba ni bila všeč. Ampak zdaj, po vsem tem, ko je zapustila Saro in proti njej menda naščuvala del razreda. Tako mu je ob neki priložnosti nekaj omenila Sarina mama. Zdaj pa še ta Gregor. Kako ga je prepričeval, kot bi imel sam ne vem koliko izkušenj z ljudmi, ki ne vidijo. Je sploh kje kdo, ki bi se z njim veselil njegove sreče, ali pa mu bodo vsi le solili pamet in ga imeli za nekoga, ki ne ve, kaj počne. Kaj pa, če res ne ve? Kaj, če bi moral njihova opozorila vzeti resno? Se res spušča v nekaj nemogočega? Prvič, odkar je bil s Saro, je zdaj v sebi začutil dvom. A ni se hotel dolgo pogovarjati s to mislijo. Nagonsko je zamahnil z roko in se v mislih pokaral. Saro zdaj že toliko pozna, da mu nihče ne more reči, da ne ve, kaj dela. Ljubijo, kot ni še nikoli ljubil nobenega živega bitja. In ljubezen bo premagala vse ovire. Noben par ne gre skozi življenje brez težav. Spomnil se je Maje in Uroša. Maja je zdrava, a jo je oče kljub temu vrgel iz hiše. Samo zaradi otroka, nedolžnega bitja, ki še ni niti začelo dobro živeti. Saj to je noro. To, kar se dogaja Sari in njemu, je velika krivica. A zmagala bosta, morata zmagati. Da bi potrdil resničnost teh misli, je Saro še tesneje stisnil k sebi. Ko je nehala jokati, jo je nežno položil nazaj na posteljo in legel tudi sam. Tistega večera nista spregovorila besede. Sicer pa, o čem naj bi govorila? Vse besede so bile odveč. Ta večer sta govorili le njuni srci, združeni v prvi veliki skupni bolečini. Hvala. Mislim, tale odlomek je res tipičen za knjigo.
Jaz sicer ne vem, kdo je to zbral, ne, ampak je točno to, kar je v bistvu predstavlja to knjigo in že zaradi tega odlomka se splača brati knjigo. A ne, Metka? Absolutno. Lep pozdrav vsem. Se mi zdi, da je včeraj, ko je bila tiskovna konferenca oziroma ko je bila knjiga izdana, res en velik praznik za Sonjo in za vse nas. Sonja, iskrene čestitke. Hvaležna sem ti tudi za to in počaščena, da si me povabila, da naj napišem eno tako krajše mnenje o knjigi. Meni se zdi, da me je ta knjiga parkrat me je spravila do tega, da so mi dlake šle po konci. In to zato, ker me je preprosto postavila zelo živo in očitno v moja doživetja, odzvanjala je v meni to zelo močno. Recimo takrat, ko je Sara šla v srednjo šolo, točno iste občutke sem doživljala, groze, strahu, sramu, dvomov vase, pa ko se je izgubila, pa ko se je zaljubljala. Skratka, to se mi zdi tako dragoceno. Zdi se mi, da se ne spominjam več tolikrat teh trenutkov, ampak ob branju te knjige so pa še zelo živi postali in na en način greš skozi to bolečino in je tudi tako olajšujoče, ko še malo skoraj pojokcaš zraven. Pa dragocena se mi zdi ta knjiga, ker realno opisuje stvari, ker nas izobražuje, oziroma vsaj tiste, ki slepoto do zdaj niso imeli, bom rekla, nekega opravka, in to na en tak sproščen, prijeten način. In kar se mi zdi še posebej tako dragoceno ali pa ena dodana vrednost je to, da Sonja opisuje tudi recimo občutke njenega brata. Mi ves čas govorimo o tem, ja, kakšna krivica se nam dogaja, pa kaj moramo mi vse dati skozi. Redko kdaj pa kdo spregovori ali pomisli o tem, kaj pa naši sorojenci v družini doživljajo. Velikokrat je zelo, zelo težko za naše sorojence, brate, sestre, da ne govorimo za naše starše. In ko sem pa zdaj ta odlomek poslušala, me je pa še nekaj prišlo na misel. Glejte, kolikrat tudi širše v družbi mi, bom rekla, doživljamo eno načelno sprejetost. Danes je tako moderno biti, da si vse ljubeč, vse sprejemajoč drugačnosti, vsi bi radi bili moderni in odprti za vse. Ko pa se nas v resnici osebno, intimno nekaj dotakne, ko smo mi osebno vpleteni v eno tako zgodbo, se pa velikokrat izkaže, da nismo tako zelo tolerantni do drugačnosti. In to je ena taka, Sonja malo tudi pritisne na samo izpraševanje ali pa na našo vest. Toliko zaenkrat mogoče. Hvala, Meta. Sonja? Ja. Na trenutke imam občutek, da si vse te svoje izkušnje, ne, kot ko vodiš ti razne delavnice, da si vse to nadstrnila, ne, da je to v bistvu res ni samo tvoja zgodba, ampak je to zgodba vseh teh delavnic, ko si delala z mladimi, in da je v bistvu to neke vrste en tak, oprosti, če bom rekel, neke vrste priročnik za neki, rečva, no, končajva, kot neke vrste priročnika, ne, za kako se obnašati z lepim in slabovidnimi, ampak ne tisti suhoparni priročniki v 10 točkah, ampak skozi eno tako čudovito zgodbo.
Ja, Dušan, bravo, to je res. Jaz sem tukaj noter, a ne, tudi gospa Aksinja je krasno v tistem, jaz sem res navdušena na tem, kar je ona zapisala o knjigi, ker stvari, ki jih je ona napisala, jaz takrat, ko sem knjigo napisala, sploh nisem tega videla, kar je ona noter videla. In jaz dejansko vidim, da zdaj, ko ljudje berejo to knjigo, se jih še ni tako zelo veliko prebrali, ampak glavno včeraj sem zvedela, da se jih je prodalo že več kot 100, čeprav je knjiga šele en teden zunaj. No in hočem reči, pač nekaj odzivov že imam, no, s tem sem hotela povedati to. Torej, ljudje mi različne odzive, a ne, tudi najdejo sebe noter, ljudje, ki s slepoto, slabovidnostjo nimajo nobene veze. Zadnjič mi je rekel moj sodelavec, je rekel, prebral sem samo prvih 15 strani, je rekel, pa tako jokal zraven kot dež, je rekel, sem videl samega sebe, zgodba se namreč začne, mogoče do tistih, ki zdaj poslušajo, pa še nismo povedali bistva, zgodba se začne, torej ta gimnazijka Sara, ki je slepa od rojstva, začetek, torej se začne s koncem njene osnovne šole in potem vstop v gimnazijo in vse te, prvi del je bolj, bom rekla, tak tehnični, zvemo veliko o tem, kako, s čim se slepi soočamo v vsakdanjem življenju in tako. Drugi del je pa potem bolj ta ljubezenski zaplet in bolj govori o teh odzivih družbe in tako, ne. Torej, in v tem prvem delu se je on našel noter, je rekel, jaz sem videl svoje stiske, kako, ko sem šel v šolo, je rekel, in nisem maral hoditi v šolo in to, je rekel, in sem se tudi počutil drugačnega. No in to, kar si Dušan rekel, jaz vedno bolj ugotavljam, da ja, tukaj noter sigurno niso samo moje izkušnje kot slepe, ampak so tudi izkušnje, ki jih imam res z delom z ljudmi, pa tudi z odzivi okolice in tako. Knjiga se zdi na momente malo kruta, ampak točno to, kar je Meta zdaj povedala, ne, jaz nisem hotela tukaj noter ljudi šparati, res ne. Zaradi tega, ker jaz tudi opažam, da se vedno bolj govori v družbi pač o strpnosti, ampak ta strpnost je na jeziku. A ne, večina od vas je že kdaj probal, recimo pri iskanju zaposlitve. Pri iskanju zaposlitve so vsi odprti in je treba zaposlovati invalide in tako, dokler jim ne prideš na vrata pisarne. Takrat pa potem, ja, mi pa nimamo kaj za vas, pa tako naprej, a ne. In isto je na tem področju sprejemanja, a ne, in tukaj tudi zaplet nastane pri, kako Saro sprejmejo Matjaževi starši, a ne. In jaz mislim, da je marsikdo izmed nas tudi na svoji lastni koži dal kaj takega čez. Saj vemo, kako so starši občutljivi, ko si njihovi otroci dobijo partnerja, a ne. Že itak ni dober, če ni Slovenc, pa ni dober, če ni iste vere, pa ni dober, če je s kmetov, ali pa če ni s kmetov, ali pa kakorkoli. Kaj šele, če je slep, a ne. No in tako, torej je na določenih mestih mogoče tako res za to družbo kar mal špegu, a ne, ker kao o tem se ne sme govoriti, da kdo koga danes ne sprejema, ampak vendarle znotraj nas pa to je, a ne. Pa še eno stvar bi mogoče rekla, a ne, kaj tudi Meti v odziv, ta knjiga je bila terapevtska tudi zame. Jaz sem videla, da je v bistvu skozi to knjigo so tudi določene moje stvari, ki so ostale zakopane v podzavesti, čeprav ne v točno takih dogodkih, ki so tukaj, ampak vendar so prihajale na dan, a ne. In tako, ne, ljudje zelo, tudi zadnjič mi je ena gospa napisala, ko sem čez vikend to knjigo brala, prav sem že čisto objokana, me je strah, da bom vid zgubila, toliko solz je šlo čez, a ne. Ni knjiga žalostna sama po sebi, sploh ne. A ne, je veliko takih lepih stvari, no, da ne zdaj kdo mislil, da je to sama neka, ampak ko sem jo jaz pisala, sem tudi marsikakšno solzo zraven spustila, no, tako, to hočem povedati, da je v bistvu noter nekako res tudi moje, pač to uživanje v ljudi, ker pač to sposobnost, hvala Bogu, imam, no, in pač sem jo lahko dala noter. Hvala. Mitja, zdaj ne poznava se vse, ampak za Mitja vem, da ima videčo partnerico, pa bi ga malo izval, kako je bilo pa to pri njemu.
Mitja? Ja, se je nekaj izgubil. A se sliša, Mitja? Ne. Okay. Dušan, če smem, da ne bom potem, ko vidim, da že prehajaš na debato, jaz bi sam še rada se izvoli. Ja. Bi se rada iskreno zahvalila vsem, ki so pomagali pri izidu te knjige. Jaz sem namreč zelo nesamozavestna bila pri svojem tem delu, to, kar je Aksinja prej rekla, to drži. Meni je, se verjetno še spomnim te učiteljice Golobove iz zavoda, jaz kot otrok nisem rada brala, moji prispevki, spisi, to je bila ena nula in ona je meni vedno rekla, ti noš enkoli pisateljica, ne? In jaz sem si to zapomnila pač, ne? In zato so mi te spodbude še zelo, mislim, posebej prav prišle in tako, Mihaelo mi je res, midva se sicer že dolgo poznava, ampak vmes je bila ena pauza in tako, ampak glih v pravem času je spet nekako prišla nazaj v moje življenje in smo se ogromno presmejali ob tem, ko je to knjigo prebirala, ona je tudi šolnik, pa mi je kakšno tako smešno nazaj napisala, ko sem jaz tam napisala, da je imela Sara v žepu spričevala, mi je napisala, veš, spričevala se ne nosijo v žepu, to zdaj ni več knjižica, to je zdaj papir, pa mi je povedala tam, da nimajo nimajo diplomskega zagovora glasbeniki, ampak imajo diplomski koncert, pa take stvari, skratka, zelo sva se zabavali in ona je strani tako kot videča, no, in tudi Aksinja, pa gospod Stanko kot lektor, pa njegova žena, to so bili ljudje, ki so strani videčih to knjigo brali in mi odmevali. Potem sem pa najdla ljudi tudi strani slepih, to je bila pa Meta, pa mislim, da je tukaj gor tudi Mirjana, tudi z Mirjano sva enkrat prišle, pa kot pesnici sem rekla, daj tole preber, pa kaj napiš, pa Brigita, ki je predvsem iz tega vidika tudi, ki tudi slepimi dela, sem jo tudi prosila, sem rekla, lej pa za mlade, pa tako, daj malo preber, pa povej, kako bi se tole zdel pa tvojim otrokom, tamle najstnikom, pa tako, ne. No in tako, da se res iskreno zahvaljujem vsem, ki so mi pomagali na tej poti, s kakršnim koli komentarjem in tako, Stanko tudi za lektoriranje in za to spodbudo, tudi Aksinji za to spodbudo, da ne grem v samo založbo, ker bi v resnici knjiga gotovo ne imela takega dometa, kot ga bo lahko imela zdaj. Potem pa ne nazadnje tudi, no še posebej pa Aksinji za ta, kot sem že rekla, ta prispevek, ki ga je napisala k knjigi in pa Metki in Mihaeli za besedo Knjigi na pot, ki so pač zdaj, to so zdaj citati, iz katerih zdaj tudi novinarji pobirajo ven in ki predstavljajo to knjigo tudi v svet, no, tako da hvala res vsem. Ok, zdaj bom pa stroko izval. Aksinja, zdaj pa ti kot stroka, povej, kako stroka gleda na to knjigo. Zdaj nisi več prijateljica, zdaj nisi več, povej. Ja, čisto iskreno povedano, naprimer, današnja literatura je drugačna, to je dejstvo. Ampak to ne pomeni, da je boljša. Namreč vemo, da te mladi pisatelji dostikrat zelo eksperimentirajo in jaz sicer nisem privržena tem eksperimentom zaradi eksperimentov, je prav, da so seveda, ne, ampak kot sama literatura se mi zdi pa, da je na prvem mestu neka iskrenost. Ne toliko sam eksperiment, seveda tudi mora biti, kot sem rekla, ampak iskrenost, da imaš ti prvič, da imaš zgodbo, jaz zmeraj stavim na fabulo, ne? Če ni zgodbe, potem ni nič, če ni iskrenosti, je še manj, in če ni to doživeto, in kot je prej Sonja rekla, da te teme ne poznaš, potem je to tudi samo en sam blef. To se pravi, tisto recimo, kar mogoče bi lahko stroka
bom rekla, zdaj zelo v narekovajih, očitala zgodbi ali pa stilu ali kakorkoli že, pridobi Sonja z iskrenostjo, z res enim neposrednim načinom pripovedovanja, z visoko moralnostjo, ki danes res pogrešamo, to se mi zdi še zelo vredno podčrtati. In kaj bodo rekli ostali, pravzaprav niti ni pomembno, ker mislim, da je pomembno, kar rečejo bralci. Kritiki vemo, da včasih tudi tako povejo, da niti ne razumemo. Ampak pomembno je, bralci so tisti, ki knjigo ocenijo s tem, da se jih dotakne, in Sonja že ima odzive. To se mi zdi najbolj pomembno. Stroka, ja, vse je v redu, samo ni pa bistvena. Toliko. Upam, Dušan, da sem ti skušala povedati, ne? Skušala sem razložiti, kaj jaz samo mislim. Ja, s tem se popolnoma strinjam, ja. Samo ti si se prej naročila 3 dni. Halo. Kaj? Ko se je poročil? Saj sem izklopil. Ljudje pač. Dobro. Kot odziv, Ja, izvoli. kot odziv še na tole, a ne. Jaz, ko je knjiga izšla, jaz po pravici povem, jaz se zelo zavedam, da knjiga nima strokovne, pisateljske, literarne, umetniške vrednosti. To se jaz zavedam popolnoma. In ko sem jaz knjigo dala iz roke, jaz sploh nisem vedela, kaj to je. Kaj to literarno oblikovno je. In se tudi nisem s tem ukvarjala. In Aksinja lahko pove, jaz sem šla šele pol gledati, kaj so značilnosti romana in tako. Se sem vam povedala, da sem prešpricala slovnico. Tako, se pravi, jaz nisem niti tega zasledovala. Sem se pa ukvarjala, hotela sem pa kot odziv to reči, da sem se pa ukvarjala, ker knjiga je zdaj nekako izpadla tako res, kot da je namenjena tudi mladim, in že vidim, da odzivi so taki. Tudi zadnjična dobra knjiga je gor ena knjižničarka napisala, da je knjiga označila tudi kot mladinski roman. Torej, ampak jaz namenoma, tudi če bi pisala izključno za mlade, pa nisem, izključno, ampak nekako sem imela vso splošno populacijo, tudi mlade pred sabo, ampak tudi če bi pisala za mlade, jaz nisem sposobna pisati v nekem njihovem jeziku, v tem, kakršni so zdaj romani za mlade, ki jih včasih malo pogledam, ker imam pač sina najstnika in tako, zato ker meni gre to na živce. Jaz mislim, da si mladi zaslužijo en lep slovenski jezik, da si zaslužijo eno knjigo z enimi moralnimi vrednotami in jaz tega tudi ne bi znala napisati. Skratka, hočem reči to, da jaz se zavedam, da knjiga v strokovnih krogih nima kaj iskati. Gotovo pa nagovarjala pa bo bralce, to pa zdaj že vidim. Ja, sej, Aksinja, sej sem hotel tukaj tebi dati besedo. Jaz mislim, da dober roman je lahko tako mladinski kot za odrasle, a ne? Točno tako. Ta večnaslovniški roman, to se mi zdi bistveno, ker ti, ko si pisala, nisi razmišljala točno, kdo bo zdaj to bral. To knjižničarji potem razvrstijo. In to je umetna razvrstitev. Vemo, da knjige, ki so bile najprej namenjene odraslim, so bile potem otrokom in obratno. Recimo pravljice, kaj takega, so bile pisane najprej za odrasle, in obratno. Ampak ne bi se pa strinjala s tem, Sonja, ki si rekla, da tvoja knjiga ni kakovostna. Sploh ne. Jaz se pa ne strinjam s tem. Je kakovostna, samo je na drugačen način napisana. Recimo to, kar sem prej rekla, te jezikovne bravure, ki jih danes včasih pretirajo skoraj do skrajnosti, si ti nadomestila z zelo preprostim slogom, ampak z iskrenostjo. Mi tukaj to dobimo, ne? Zdaj, še enkrat poudarjam, včasih grejo pisatelji tako daleč, da izumljajo že tako nemogoče zadeve, da niso berljive. Kakšen kritik bi rekel, da je to strahotno kakovostno, lahko, lahko pa tudi ne. Ampak mislim, da sploh ne gre za to. Ti si pisatelj, tvoje orodje, tvoj jezik je bil preprost, ampak za nalašč preprost, ker ti si hotela nekaj drugega povedati skozi to. To se pravi, ne gre za to kakovostna ali nekakovostna knjiga, samo orodja, ki si jih uporablja, zato so drugačne in povedala si tudi neke druge vrednote skozi to in to se strinjam.
Prav se tudi strinjam, da morajo biti tiste knjige v slengu, jaz ga tudi uporabljam pri svojih knjigah, ampak tvoja knjiga je tako, kot je in zakaj bi jo primerjali z drugimi? Vsaka knjiga je unikat in tvoja, ravno so to njene odlike, ta moralnost, ta svetloba pravzaprav, ki jo nosi ta knjiga za vse. Prej sem rekla, da je to slehernik slep. Ni res, v resnici sem se zmotila, to je slehernik vsak. Vsi imamo probleme z nesprejetostjo, z nekomunikacijo, recimo, in tako naprej. Čisto vsak se lahko tukaj najde. Tako da, Sonja, hvala ti za to knjigo. Vesela sem, da sem bila prva tista, ki te je lahko pogumila, ker se me je res dotaknila in ta novica, da jih je toliko že prodanih, fantastično. Upam, da bo res prišla do veliko ljudi. Ja, jaz osebno mislim, da bi lahko, dobro, je to moja stvar, ampak osebno mislim, da bi zveza lahko tu odkupila eno ogromno količino teh knjig in jih delila okrog, ne, ker to je res tisto, ko govorimo, malo grdo govorimo o promocijo slepote, ne, oziroma bolj bi kot neka vrsta promocijo odstiranja slepote. Je prvič vse not, imaš še vso zgodovino slepote, od Louisa Brailleja, Ovija do vseh teh pripomočkov, do v bistvu obnašanja in travm in lepote, ki jih lahko doživlja človek z okvaro vida, ne. Tako da jaz mislim, da je to res fenomenalna knjiga. Zdaj jaz bi dal besedo, ura je 11, jaz bi dal zdaj besedo publiki. Zdaj, če bo kdo kaj vprašal, prosim, dvignite roko, Alt Y. Oziroma, ja, tako se imaš prav, ja, Milan, oziroma, vse sem te razmišljal. Ajde, povejta vidva. Ja, še enkrat en lep pozdrav vsem skupaj. Najprej iskrene čestitke, Sonja, res. Ne vem, vse so v glavnem vse povedali. Rekla bi, da si ena taka subtilna, pogumna in ta najgloblja čustva si na en tak preprost, iskren način povedala in nam pomagala vsem, da se malo tudi zamislimo, tudi med vsem tistim, kar se nam dogaja, kaj se nas dotakne in ob kaj se spotaknemo, ne, da se dvignemo. Mislim, da je to ena taka lepa popotnica za vse ljudi na splošno, ali so polnočuteči, ali so invalidi, karkoli. Zmeri nas nekaj na tej naši poti življenjski najde, kakšna stvar, kakšna ovira oziroma kakšna nemoč in nam je ta tvoja vsaka misel, vsaj zame, mene zdaj nekako si me spet spravila v jok. Tako da res hvala ti za to res čudovito knjigo. Moram reči, da me je res nekako spomnila tudi na moje padce, ki jih doživljam in ki se dvigujemo, res čestitke in hvaležna, da sem lahko bila med tistimi, da sem prebrala že prej. In počaščena seveda. Hvala. Hvala, Mirjam. Jaz bi samo še eno pojasnilo, ki ga pa mislim, da ga ne smemo spustiti. Meni je zdajle zelo hudo, ves čas mi je zelo hudo, ker mi govorimo o knjigi, ki jo ravno slepi še ne morete prebrati. Mislim, ne moramo. Jaz upam, da bo čim prej tudi posneta. Moram pa povedati še eno stvar. Iskrena hvala založbi, ki je sledila mojim željam in knjigo natisnila v takem zelo prijaznem tisku za slabovidne. Tudi to je treba povedati. Knjiga je zato malo večji format, samo zato, da so lahko šli v nekoliko večje črke in ljudje že odzivajo na to, da se lepo bere. Moja mama, ki je stara 80, bohmalno, je rekla, krasno, tole bom pa lahko prebrala. To je ena stvar. Druga stvar je pa to, da je kot ena taka, bom rekla, kot je že prej Dušan rekel, promocija, če uporabimo ta izraz, so na prvo stran naslov natisnili tudi z brajevimi črkami, ne taka brajica, kot jo mi beremo, ampak se pravi vizualna brajica z nekoliko, ko se reče, nekoliko utipa je, takega rahlega, ampak gre v bistvu na nek način za neko predstavitev simbolično tudi brajice, ki tudi
nekako potem odstira tematiko knjige. To sem še dolžna povedati, no, tako da ne bomo teh pomembnih stvari spustili, ker se mi zdi, da bi bilo krivično do založbe, ki je pa tukaj v resnici sledila mojim željam in na nek način bila zelo, zelo odprta za to, da to tudi tako dostopno naredimo slabovidnim. Super, hvala. Tamle vidim gospod Jero Rak, ki je bila že ob 9. pa bi dal še njej besedo. Lepo pozdravljeni. Ja, najprej nisem vedela, da je ura 10 v začetek. Iskrene čestitke gospe Sonji za tako mojstrsko ubesedeno, bistveno v tej knjigi. Jaz moram povedati, kako sem jaz lahko prišla do te knjige. Jaz sem listala Buklo, če poznate, to je pač revija, v kateri so zbrane vse novosti knjige in pač gledam Sonja Pungartnik, pa vidim, da je še tako malo v brajci, saj tako naslov, misliš resno. Seveda si takoj naročim, dobim po pošti in še jih si dan preberem, tudi jaz nisem mogla odložiti knjige. Tako napisano, vmes so mi seveda tudi solze tekle. Jaz sem mama slepe, recimo na začetku najstništva deklice, ali pa dekleta, in je tako iz vseh zornih kotov tako dobro ubesedeno. Sonja, to ste tako dobro napisali, tako da iskrene čestitke še enkrat. Vsak se lahko tukaj najde. Všeč mi je tako, mi kot starši, ki smo razpeti med to pozornostjo, ali sam slepim, ostalim sorojencem, ali tako, pač doživljanje, recimo hčerke, ti misliš, kako naj bi doživljala. Tako da res čestitke in vse dobro naprej. Hvala. Ima še kdo kaj? Bi še komu dal besedo? Verjetno so še kakšne vprašanja oziroma kakšne stvari. Predvsem pohvala, Sonja, čestitam Zlatko tukaj. Izvoli. Jaz bi prosil, da je bila na ACE-u knjiga tudi v elektronski obliki, ker take dobre knjige se morajo sprsti brati, da je bolj doživiš. V redu, bom jaz to posredoval. Mitja Osojnik se je vrnil, evo, in je zdaj dvignil roko. Izvoli, Mitja. Mitja je že skozi tukaj in poslušam in komaj čakam, da bo knjiga posneta, tako da sem danes že Dušanu zjutraj takoj rekel, da kdaj bo in tako prav, da bo zelo kmalu posnetno. Jaz upam, da bo, ker hodič je nekaj, poslišimo takole odlomek knjige, pa bi jaz tako, dej ber, naprej ber, dej ber kaj dober, dej da lahko, še malo bereš. Tako, je fajn. Tako da, res, komaj čakam, ker to bom pa z veseljem prebral. Je res to pač ena taka tema med slepimi, partnerstvo in tako naprej, ki zna biti zelo zanimiva, tako da bom tudi naprej zadevo priporočal. Mitja, prej sem te izval, nisi slišal, kako je bilo pa pri tebi, ko ti kot slepi pa imaš videčo partnerico? Škaj, jaz mislim, da je za moške vseeno malo drugače, mislim, da predvsem lažje, ker se mi zdi, da so moški malo bolj razvajeni kot ženske, pač to je moje mnenje. In ženska bo prej sprejela slepega partnerja kot pa obratno, čeprav se tudi kar dogaja, poznam par ljudi, ki imajo pač obratno situacijo. Ne vem, jaz mislim, da moja se zelo ni neki obremenjevala s lepoto, bolj sem imela problem z okolico, okolica je pa imela zelo velike imela okolico za povedati. Rečemo, vem, da stara mama od moje je rekla, joj, ki je bila vsaj bogata, veš, to so tisti klišeji pol, ki se pač dogajajo, ampak vsi počas pol to spremajo, ker pač nimajo dosti izbire. V bistvu, jaz bom tako rekel, midva sama nisva nikoli imela težav v najinem odnosu, vedno so se pa mogla spopadati. Rečemo, vem, da mojo izjemno moti to, tudi, da ko se ljudje pogovarjajo, hočejo meni kaj povedati, ne vem, če jim gre kaj na živce, se vedno nanjo pač obračajo in ji govorijo stvari, pa vedno razloži. Ne meni govoriti, njemu povejte, In tudi ljudje zelo radi tudi pol obsojajo, karkoli narobe, vedno bo videč tisti, ki ga bo nastradal. Verjetno gre tukaj zaradi očesnega stika, si jaz lahko to predstavljam, ker pač ga slepim ni in pol se vedno rajši obrača na tistega, ki vidi. Nisem jaz v bistvu nobenih težav, in tudi zdaj, tudi nasploh z ljudmi tako ne. Zdaj v glavnem vsi govorijo, koliko je meni fajn, ker sem slep, ker sem v bistvu ful razvajen in bi vsi bili tako razvajeni, kot jaz.
To se mi zadnje čase v bistvu dogaja, tako ko vidijo, ne, in ko mi Karmen stvari prinese, ko ne vem, ko sva kje, ko vedno poskrbi in imam v bistvu bolj problem s fovšijo drugih ljudi, češ, joj, koliko je te fajn, koliko se ima ta vidva lepo in tako naprej, pa jaz vedno rečem, pa sej zato ne rabiš biti slep ali pa ne rabiš pač, če se dobro razumeš, se imaš lahko pač vedno lepo z vsakima, ne. Ok, super. Da, Anja. je Ja. fajn. Anja je dvignala roko. Anja, izvoli. Moram se lahko zdaj spustiti. Ja, Čakaj, kje se to naredi? bom že jaz, pusti. Anja, Ne a bom nisi jaz, ti pusti. neki Ja, roko dvignala? res je. Ja. Najprej, Sonja, jaz sem najprej iskreno čestitam. Jaz sem res navdušena, že sploh po tem odlomku, ki sem ga zdaj slišala. Jaz se zelo močno najdem že v tem odlomku in kar nekaj solz je zdajle med ugasnjeno kamero steklo tudi iz mene. Zaradi tega, ker jaz imam tudi namreč videčega partnerja in se soočam s temi zadevami zdajle zelo intenzivno, s to nesprejetostjo staršev in z vso to okolico in vse skupaj. Tako da res, ko mi čakam, da jo bom lahko prebrala, da tudi te delčke svoje nekako dam malo lažje ven, da tudi s partnerjem prebereva skupaj in predvsem res zelo, že v bistvu sam naslov, ko sem v bistvu dobila vabilo za Zoom kavico, že sam naslov me je totalno prepričal in zdaj v bistvu še ta odlomek, tako da res iskreno čestitam. V redu. Anja, lahko še ti kaj več poveš, recimo, ali bi šli preveč v intimo? Ne, meni ni problem, saj zato smo tukaj, da se v bistvu iskreno pogovarjamo. Meni sploh ni noben problem o tem govoriti. Lahko povem že to, v bistvu, da zakaj v bistvu se mi to toliko dotaknilo, ker namreč, tudi moj partner je Matjaž. Še toliko bolj dotaknilo. Še dobro, da nisi Sara. Čigava zgodba je to, Še dobro, da nisi Sara, ne? Še dobro, da nisem Sara, ja. Ne. Ampak res, zato pa se popolnoma strinjam s tem, da je to v bistvu res tako zelo, vsak se v bistvu najde v teh dečkih in jaz lahko rečem, jaz imam zelo izzive v bistvu, Okay, moji starši so name navajeni, pa pač me nekako sprejemajo. Pri njegovi družini sem se pa jaz soočila s tem, da so me v bistvu vljudnostno sprejeli, vse veste, kaj to pomeni vljudnostno, Ko v bistvu začutiš tisto, da te v bistvu more sprejeti zato, ker pač si tukaj, ker si pač na obisku, ker pač ni lepo, da zdaj te grdo gledajo, pa ne vem kaj, ampak jaz sem že takrat močno začutila, da pač to je res zgolj vljudnostno. Sem pa potem po končanem obisku par dni po tistem dobila zelo močen stavek in sicer mi je partner zelo nazorno povedal, kako mu je njegova mama rekla, da si je pa zdaj res nakopal eno tako življenjsko breme in okolica mu je govorila, ne vem, a ni boljš pa izmed tolikih žensk, pa moraš glih to slepo najti, ne. Jaz sem zelo prejokala v bistvu ko sem to slišala. Pa kaj delamo mi, recimo, jaz recimo se vedno tako, ko imam ta občutek nemoči, se hočem umakniti, pa hočem iti stran, pa hočem biti sama, pa izjokati vse sama. Kar se pa zdaj učim, je pa to, da v bistvu te vse občutke poskušam iskreno izraziti. In predvsem pa tudi nekako poskušati prisluhniti tudi partnerjevi bolečini, ker on jo je pa tudi v bistvu doživljal. Ker pa tudi nima on glih staršev, ki bi ga nekako res iskreno imeli radi pa to, ampak ga imajo radi takrat, ko plačuje položnice in podobno. Tako da jaz bi v bistvu tukaj rekla predvsem to, da se učiva skupaj. Tudi on mi je v bistvu povedal za njegovo bolečino, da je njemu tudi zelo težko, ker mora vse to poslušati, vse te očitke in vse to nesprejemanje, da bi on tudi rad drugače. Poleg tega pa čutim v bistvu v njemu, po eni strani čutim v njemu to iskrenost, da ima željo po skupnem življenju z mano, po drugi strani se pa tudi meni včasih pojavi, kaj pa če pa zdaj ne misli več tako, kaj pa če bo zdaj ta okolica prevladala, pa ne bo imel toliko moči, da bo to skupaj z mano uspel premagati. Zato sem se toliko močno našla v tem odlomku. In jaz, se pravim, tukaj je to potovanje ena taka življenjska močna lekcija. Tako da jaz se tudi učim in verjamem, da bom s to knjigo bistveno lažje verjetno te stvari predelovala. Sicer je zdajle tole dobro leto, najine zveze pa v bistvu sva v tem času kar veliko naredila na tem področju.
manj strahu je že sicer, ampak se pa še pojavlja. Je še sploh v okolici, sploh v njegovi okolici je še kar močno intenzivno, ampak se mi zdi pa ena taka po eni strani tudi bogata izkušnja tudi zame, no? Ker jaz se v bistvu nisem preobremenjevala s tem, kako bo zdaj nekdo to sprejemal, ampak pol sem šele videla, ko sem prišla v partnerski odnos in sem videla, da pač se to začne šele takrat intenzivno dogajati in se ti pojavljajo rušilne misli in vse skupaj, kaj zdaj se to dogaja, pa boljš, da bi kar šla, pa tako, ne, vse te stvari sem čutila, ampak potem ostaneš, ker tudi delam na sebi, osebnostno rastem v bistvu zdajle res v zadnjem obdobju zelo, se posvečam temu in ravno zaradi tega, ker želim v bistvu razumeti kot sebe, kot partnerja, kot vse okrog, ravno zaradi tega ostajam in ravno zaradi tega, ker imam željo po učenju in jaz mislim, da je to tista knjiga, ki nam pa zdaj res lahko bistveno pomaga, no, tako da jaz sem navdušena in z veseljem, evo, sem podelila, upam, da na kratko, čim bolj en svoj delček sebe, no. Super, Anja, hvala ti. Eta, izvoli, beseda je tvoja. Eta, mikrofon vklopi. A se slišimo? Ja, se slišimo, ja. Lep pozdrav vsem. Sonja, jaz bi ti rada čestitala, res iskrene čestitke in komaj čakam, da preberem tvojo knjigo. Hvala, sošolka. Res, komaj čakam in dej, pokliči kaj. Zdaj pa moram iti. Evo, te že kliče, Ja. V redu, gremo naprej. Še kdo? Še koga naj izzovem? Mihaela, še imaš kak odlomek pripravljen? Jože ti dviga roko. Jože, nisem videl, mislim, ok, Jože, izvoli. Jože, alt A. Ja, ne slišimo te, Jože. Se bo. Igor, izvoli, ko si že glih se pojavil. Ja, no, testiral sem se, to je važno, ja. Več, jaz mislim, da zadeva, kar je bilo že vse povedano, se kar strinjam z vsemi in da mi dejansko vidimo to kot del naše rehabilitacije na lokalnem okolju, ker bomo dejansko knjigo uporabljali tudi kot društvo, kot si že ti Duša rekel, v drugačni obliki, ne, pač kot tisto, da dejansko bo gradivo, da bo ljudje se ozaveščali o slepoti, slabovidnosti, ker se mi zdi, da to je ena zelo pomembnih zadev, da ljudem damo možnost, da se sami soočijo, pravzaprav sami probajo to provati, ne, ker ravno jutri, ko vozimo s tandemi, je že padla ideja, da se bojo po brdih vozili z zavezanimi očmi, ne, tako da ljudje spet začutijo, kaj pomeni biti slep kolesar na kolesu. Ne. To je zelo pomembno, kajti recimo mi v lokalni skupnosti ogromno delamo in sodelujemo tudi z pomočjo Sonje in ozaveščenost je zelo pomembna, ker potem vsi ostali slepi, slabovidni ali pa recimo mogoče tisti ljudje, ki niso povezani z nami, imajo potem lažje pravzaprav tudi do njih pristopajo drugače, kajti tudi z ustanovami, kot so centri socialnega dela ali pa učinske uprave, s katerimi sodelujemo in jih dejansko soočamo s slepoto, slabovidnosti, potem prihaja, tudi potem, ko prihajajo kontakt z našimi ljudmi, čisto drugačni kontakt, ki jim pomaga in mislim, da je to zelo pomembno in da to bo res en del knjige. Sonja, to sem ti že povedal, da bo malo ponatisaj, da je to ta pravo. Uživajte. Napoved, ja. Ok, Irena, izvoli. Dober dan vsem skupaj. Jaz bi rada samo vprašala, koliko je ta knjiga primerna za, ne vem, za darilo najstnikom oziroma tako, ne vem, če jo nečaku podarim ali kaj v tem stilu. Ali je to mogoče še premlad, da bi to bral pa se s temi stvarmi? Ker imamo tudi tole najstniško literaturo pa tako naprej. Zdaj, najboljši za to odgovor bi bila Ksenija, ki se ukvarja z mladinsko literaturo. Jaz pa lahko dodam moje skromno mnenje,
da knjiga je primerna, tako kot se običajno reče, ne vem, od 7 do 99. Tako da, Aksinija, si še gor? Ja, seveda. Absolutno se strinjam, kot smo že prej rekli, to je večnaslovniška knjiga in absolutno ni nič takega, kar ne bi bilo primerno, ali pa kako ne rečem, ne bi nagovarjali tudi mladega bralca, tudi najstnika, predvsem najstnika, zakaj pa ne? To, kot pravo Dušan, pa ne do 99, dajmo to razširiti, ne, mogoče kar do 120. Zdaj se ta meja zelo razširila. Ja, da ne bi bil kdo deprivilegiran. Tako. No, jaz sem imela pred sabo, če smem, ko sem pisala, prav tako, tudi tiste brate, sestre naše, recimo, a ne, sorodnike, ker se mi zdi, da nas ljudje poznajo v bistvu z vidika našega funkcioniranja, a ne, kako se obnašamo, kako se znajdemo, kje nam morajo pomagati, kako nam pomagati in to vejo. Kaj pa doživljamo, ne? Pa jaz mislim, da zelo ne vejo. A ne? In jaz mislim, da ta knjiga je lahko tudi za vsakega od naših svojcev zelo dobra, da malo pokuka v naš svet še malo na drugačen način. Zelo je primerna za kakšne najstnike, včeraj sem zvedela, da jo bojo že tam nekje podarjali enim devetošolcem za neke nagrade. A ne? Se pravi, jaz bi tako rekla, tudi Brigita, dam veliko na njeno mnenje, ki ima tudi sama 4 otroke in tako, je rekla, jaz bi si upala dati knjigo brati v 3. triadi osnovne šole in naprej. A ne? Tako da to Ireni mogoče v odgovor. Super. No. Jaz mislim, da smo vse razčistili. Če še bi kdo rad kaj povedal. Mihela, a si najla kak odlomek slučajno še za prebrati za konec? Žal nisem našla, sam tega sem imela sprintanga, zdaj pa ne moram dostopati do knjige, če ne bi hitro. V redu, no, vse. V redu, pa bomo pa drugič. Skratka, bomo apelirali, da v knjižnici čim prej dobimo to knjigo. Zdaj, ne vem, fajn bi bilo mogoče, Sonja, da bi založba poslala, zdaj ne vem ta točen postopek, da so neki novi zdevi, da bi mogoče čim prej dobili v elektronski obliki, pa da lahko damo gor na ACE, ne. Kdaj se bo pa prebrala, pa sem prepričan, da v knjižnici bomo, ki smo to zmeri počenjali, smo zmeri zelo hitro naredili, kar se je dogajalo na področju domoznanstva oziroma z deli slepih in slabovidnih. Tako da sem prepričan, da bo res knjiga malo gor. Zdaj, če nima nobeden nič, Sonja, bi še kaj za konec? Bi še, Sonja, ti kaj za konec povedala? Samo. Halo? Čak samo malo. Ja. Dušan, lahko. Zelo, Damjan, izvoli, nisem videl. Skozi neki trg, ampak ne vem, zgleda, da to ne delam, da ne moji tipkovnici. Veš, če bi dal ta Alt Y, bi roka se gor dvignala, ampak saj sem že to nekaj probal, ampak mi to nekako ni ratalo. V redu, izvoli, Damjan. Sonja, super, mi smo se včasih bolj družili, to je že 15 let, ali pa po moje še več. Ko sem bil tam pri Sonju pa Francijo, večkrat in enkrat zvečer vem, da mi je nekaj brala, nekaj sem rekel, to je pa super, ampak jaz sem rekel, dolg sem čakal, da evo Sonja, da si naredila nekaj takega, jaz žal nisem še prišel seveda do te knjige, ampak upam, da bo res, kot ste rekli, kmalu dostopna. Tudi v zvoku, to jaz najraje pač berem, tako da, se že veselim, tako da lep pozdrav vsem. Hvala. Še kdo? Gledam zdajle, če bo še kdo. Novodvojni VRI se dopozorilo. Marinka? Ja. Si roko dvignala? Ja. Sonja, najprej zares iskrene čestitke in vesela sem tega dogodka,
tako je petkove kavice, pa res. No, jaz sam upam, da bo naša zveza toliko pametna, da bo te knjige tudi imela za darilo. Mislim, da so primerne posebej za vse tiste ljudi, ki zares sodelujejo z nami. Mislim, kot so, ne vem, Lions klubi, Igor jih bolj pozna. Tako da jaz že nameravam tem svojim pomočnicam, tako ki mi berejo, res jim bom kupila te knjige. To knjigo. Dvojni vrlovjerega pozorilo. Hvala. Ja, hvala Marinka. Še kdo? Ok, pa dajmo končati. Ura je 20:11, mislim, da je kar primeren čas, da se počasi poslovimo. Hvala vsem, ki ste bili, hvala Sonja, da si napisala tako čudovito knjigo. Dajmo Sonji v bistvu... Pa še mikrofon probi užgati, da se bo slišal. Vse na mikrofon. Aha. Dušan. Ja, povej, Joža. Ja, se slišimo. No, A bo? bo ja. Okay. Malo lepo vodi. Hvala. Jaz bi rad povedal tako, no, lepo pozdravljen z moje strani. Jaz bi rad povedal to, ko sem jaz šel v zavod, so v naši vasi veliko govorili, da me je mama dala za to v zavod, da se me je rešila. Samo temu ni tako. Jaz, ko sem šel v zavod, sem se marsikaj naučil, drugače pa tako. Kar se pa tiče ljubezni in tako naprej, se pa z določenimi mojimi predhodniki strinjam. Samo pri meni je bilo še to tako, da, naprimer, ko sem bil jaz pri njih, ni noben nič rekel, ko sem pa odšel, so imeli pa veliko zapovedati. Tam toliko. Bom pa to knjigo prebral, zanima me pa, če bo tudi v brajvi pisavi Sonja. To nima Sonja nič s tem, to bomo mi v knjižnici. Jaz upam, da bo, običajno upam, da bo. No. Kar se tiče Sonje, po mojem, bi bila Sonja tudi za to. No, jaz se vsem najlepše zahvaljujem, Dušan, tebi za vodenje, vsem vam, ki ste sodelovali, hvala za te spodbudne besede. Zdaj, kar se tiče promocije knjige preko zveze, jaz lahko samo toliko naredim, kolikor sem že naredila. Jaz sem vsa društva, Center Iris in našo zvezo obvestila o tem, da je knjiga izšla. Sem tudi povedala, zakaj se mi zdi, da bi lahko zvezi in društvom koristila. Zdaj pa naprej pa ni več v moji moči. Tako da vse drugo, založba je pripravljena se dogovarjati, itak ima pa zveza, itak svoje pravice in možnosti, tako da jaz računam na to, da knjiga enkrat bo. Zdaj, kdaj, to pa ni več v moji moči. No, Irena, ti si še dvignila roko. Jaz bi rada vprašala, Sonja, se vem, da mogoče je to malo tako daljnosežno, neumno vprašanje mogoče, ampak ne vem, koliko je kaj raziskano, koliko je kaj v teh stvareh v tujini pisano, a se kaj razmišlja, da bi se zadeva prevedla v kakšen tuj jezik? Ja, nič se ne razmišlja, zato ker knjiga je zdaj šele v slovenščini in jaz še za slovenščino nisem imela prevelikega poguma, zdaj mi mogoče malo raste, no, ampak tako da jaz si nisem upala še razmišljati niti o tujini, niti pojma nimam, kako se to dela in kaj se s tem. Je pa gotovo to, da knjigo mora verjetno nekdo priporočati v tujino, če se hoče, a ne, zdaj slovenske knjige tujci ne bodo našli, ker ne znajo slovenščino. Ja, to je. Irena, ti lahko norveščino prevedeš. Recimo, Irena. Ne vem, če bi se upala lotiti tega, ne vem, če je moje znanje, jaz sem tudi tako precej nesigurna, kot je bila Sonja, tako da ne vem, če ne bi tudi že službo imela in tako naprej, si ne znam ne službe poiskati, zdaj počas verjetno se spravljamo v razvijanje neke partnerske zveze z vedečim partnerjem, pa bomo videli kaj in kako naprej s tem. Tako da ne vem, no, če bi si upala v norveščino, čeprav bi pa mogoče bilo izziv. Mogoče s pomočjo koga. Ja, Irena, sej ni problem. Človek mora poskusiti, pa vidi. Mogoče pa si sposobna to narediti. Ja, bi mogla imeti zelo dobro zaledje, tega je tako, da moraš imeti eno zaledje oziroma zelo dobre Norvežane, ki bi znali moj prevod pregledati, pa še popravke narediti. To je fora.
Irena, ti prevedi v norveščino, potem ti bojo pa že Norvežani pomagali. Ja, Naredi- ni to tako enostavno. naredil Jaz sem vedela, koliko sem imela problemov s tem, ko sem iskala, kako svoj prevod v slovenščino knjige izdati. Pa sem imela kar kalvarijo, 2 leti. Ni to tako enostavno, kot ti misliš. Okay. V redu. Ne bom te prepričeval. Kaj zdaj, Milan in Mirjana? Nič, v redu. Lep pozdrav vsem. Se odpravljamo, veš, že počasi. Ne, odlično. Ja, poslušamo in se učimo iz tega nekaj tudi Ja, mi. smisel, da bo konc rekel, da se pozdravimo, pa sem prižgal mikrofon. Jaz bi samo to še mečkam, če lahko. Izvoli. Sem tudi bila v taki situaciji, ker tudi pravzaprav sem imela še več stvari, ne, kot slepa partnerica in še recimo iz Srbije, a ne. To je pa še dodano bi bilo problem, ne. Pa sem rabila kar 21 let mogoče, ali pa še več, da smo se nekako, da so dojeli, da lahko tudi midva vse in vzgajamo otroke in hodiva v službo in vse take stvari, čeprav je tako, kot je, ne. Tako da rabijo tudi tisti recimo starši od partnerja ali kogarkoli, ali pa rabijo tudi oni čas, da nekako in na strpnost, da se pride nekako do tega, da dojame, da mi čisto normalno lahko vse delamo, čeprav malce na drugačen način. Okay. Sonja, za konec ti dam brezplačno, ti dam 2 temi za naslednje 2 knjigi, se pravi slabovidni in slep partner in pa kako otrok gleda na svoje slepe starše, recimo. Bi šlo? Če bo toliko časa zorel, ker ti je tale, pa bo glih za moj 100. rojstni dan. No, pa le, saj si še mlada, saj imaš še čas. Dobro, bomo končali. Evo, zdaj pa res. Lep pozdrav vsem. Lepo se imejte, maham. Enako, fajn se imejte. Ja, Živite. Ja, lep pozdrav.